Moja današnja gostja, prisluhni si z Biserko, je magistra Darinka Kamenšek, poslovni javnosti zagotovo znana tudi kot dolgoletna revizorka. Sicer je pa od novembra 2019 dekanja, torej Visoke šole za računovodstvo in finance, nekje nova karierna pot, in ta šola je znana po tem, da svoje programe izvaja v obliki izrednega študija, tako v Mariboru kot Ljubljani. Z Darinko sva poslovno že sodelovali, se tudi spoprijateljili in bova se danes tikali in začeli z osnovnim vprašanjem, ko človek naredi neko transformacijo v svojem življenju in si torej prisluhne, zamenjala si karierno pot, v čem se torej predvsem razlikuje delo, ki si ga opravljala v vlogi revizorke, od tega, ki ga opravljaš zdaj, torej ko vodiš zasebni visokošolski zavod in si hkrati še vedno seveda tudi predavateljica, strokovnjakinja na svojem področju. Hvala najprej, Biserka, za povabilo, da smem danes biti s teboj in podeliti svoje razmišljanja, predstaviti sebe in tudi Visoko šolo za računovodstvo in finance. Ja, res je, 25 let sem delala kot pooblaščena revizorka in od tega nekje 15 let vodila tudi revizijsko družbo. Potem pa sem nekako začutila čas, da menjam poklicno pot in sem bila pač vodenje Visoke šole za računovodstvo in finance. Kot predavateljica pa sem tudi v času svoje vloge kot pooblaščena revizorka ves čas delovala in predavala. Kaj je zdaj razlika oziroma kje so podobnosti? Zagotovo vlogo direktorice lahko enačim z vlogo dekanje, v obeh primerih je šlo za pač organizacijo dela in tako naprej. Zagotovo velike razlike, ker je pač sam namen ene in druge precej drugačen. Medtem ko, če primerjam vlogo pooblaščene revizorke z predavateljico, tukaj je kar nekaj razlik, pa tudi podobnosti. Podobnost je predvsem to, v obeh vlogah sem se morala ves čas strokovno zelo poglabljati, izobraževati, biti na tekočem z pač stroko, ki jo pokriva računovodstvo. Medtem ko, in zdaj razlika pa je zagotovo ta, da pač v vlogi revizorke sem bila kot nek nadzornik, ki je prihajal v podjetje, pregledal podatke, opozarjal tudi mogoče na določene nepravilnosti in seveda nadzornikov nima nič rad. Vemo, da se inšpektorjev zelo, zelo bojijo, čeprav revizorji smo daleč od tega, da bi bili podobni inšpektorjem. To je sicer, bom rekla, stroka se vedno bolj zaveda in nas je drugače obravnavala, ampak vseeno so nekako tisti nadzorni organi, velikokrat slišimo, kaj bo rekel revizor oziroma kakšno mnenje bo pa imel on, ne. In tukaj najdeš, bom rekla, na dveh straneh, na eni strani strani naročnika, to so lastniki podjetja, in na drugi strani seveda gospodarske družbe, ki jo revidiraš, to se pravi poslovodstvo in računovodstvo. In včasih nastane, kar bom rekla, lahko neprijetne situacije, ko zagovarjaš eno ali drugo stališče. Interesov, ne? Ja. Ja, tako. Medtem kot predavatelj pa v bistvu vnašaš to svoje znanje študentom, ki pridejo v šolo ali pa na izobraževanje, vejo, da imajo mogoče manko znanja, iščejo odgovore na svoje vprašanje in so bolj odprti. Čeprav so študentje iz prakse in prinesejo tudi veliko bogatih izkušenj in veliko debat se razvije in razpravljamo, ne. Tako da tu je nekako osnovna razlika. Vedno sem rada predavala in sem zdaj zelo vesela, da lahko to počnem v, bom rekla, tudi vsakdanjem življenju. Sem zaznala tudi ob tvoji pripovedi razliko, ki jo občutim sama, ko naroči na primer direktor v podjetju komunikacijsko usposabljanje za zaposlene in se množica 10, 20 ali več jih zgrne v predavalnici, jih je polovica takšnih, ki must have, ne, ki pač tam morajo biti. Ko se pa odločiš za individualno svetovanje, pa pomeni, da želja pri posamezniku dozori, da je prepoznal svoje meje, da želi nekaj narediti in je v bistvu to sodelovanje veliko bolj
prijetno, ne, in bolj doživeto. Pa še nečesa sem se spomnila, ko si omenila, med naročniki so pač različni ljudje in iz svoje prakse vem, da so nekateri takšni, da tudi ko je vse v redu, črno-belo, imajo pristop, kako bomo to še malo začarali, pa tako, da se ne bo toliko videlo, ne. Nekateri so pa resnično po črki papirja, ne, v smislu naredite tako, kot mora biti, ne. To, da si verjetno tudi to dimenzijo začutila razliko delovanja z ljudmi kot osebnostmi, ne, na eni strani direktor, lastnik podjetja in na drugi strani en zelo angažiran študent, ki si jemlje čas, da bo nekaj v bistvu naredil. In sodeluješ pa z VŠR, z Visoko šolo za računovodstvo in finance, že od samega začetka, ti začetki segajo v 2007, ali si se pozneje priključila, potem vidim, da je še tule mejnik 2013, ko ste začeli izvajati podiplomski študij s področja forenzike, 2019-2020 ste začeli izvajati novo smer finance v okviru dodiplomskega študija. No, ali si pionirje te šole spremljala od začetka in ali so ti pionirji, ti pobudniki te šole danes še vedno vaši aktivni predavatelji? Ja, res je. Visoka šola za računovodstvo in finance je bila ustanovljena leta 2007 in zagotovo je tu glavni pionir dr. Branko Majer. In hitro se mu je pridružil tudi dr. Živko Bergant. In zanimivo je, da tudi ona dva sta oba pooblaščena revizorja bila v svoji začetni poslovni karieri. Tudi sama sem od vsega začetka, bom rekla, prisotna, ker moja karierna pot se je začela ravno v revizijski družbi Abeceda Ptuj, katere ustanovitelj je dr. Majer, katero sem omenila. In dejansko smo kot revizorji, in tudi dr. Majer je velikokrat poudarjal, zasledili ravno na terenu pri strankah v podjetjih to manko znanja pri računovodjih in to, kar bi želeli direktorji, da jim računovodje res nudijo kot njihova desna roka, kar mi vedno zdaj učimo. In nekako so se direktorji na terenu pritoževali, da računovodja, ki ga dobi iz fakultete ekonomske, imamo pač 2 fakulteti ekonomski, ne pridobi tega znanja, da bi lahko začel neposredno v praksi delati. In nekako je potem bilo rečeno, dajmo narediti temu konec in je bila ustanovljena šola. Najprej je bila to Visoka šola za računovodstvo in kot si že omenila, leta 2019 pa še smo dodali smer finance in takrat se je tudi v ime šole še dodalo in finance, tako da je danes Visoka šola za računovodstvo in finance. Ker pa se je nekako na trgu, zelo smo bili vedno povezani z trgom, sledilo, da je manjko znanja tudi na zahtevnih področjih z področja računovodstva, kar so rabila tudi sodišča, s tem, ko so preiskovali določene postopke vezano na prevare, je prišla ideja, da tudi tukaj izobrazimo kader, ki zna te stvari pogledati in predvsem organizirati računovodstvo v tem smislu, da do teh prevar sploh ne pride, da dela prej na preventivi kot preventivi. In tako je nastal ta naš magistrski študij forenzičnih preiskav v financah in računovodstvu, predvsem tudi kot posledica, ker smo zaznali, da, bom rekla, na področju Balkana, kjer se družimo, takšnega študijskega programa ni. Zgledali smo se po ameriških programih forenzičnih računovodij in tako res leta 2013 prvič začeli s tem programom izobraževanja in moram reči, da študentje so zelo zadovoljni, res dobijo ta praktična znanja, ki jih obljubljamo. Saj dejansko si že poudarila, ne, to temeljno poslanstvo vaše šole, da se profesionalno znanje računovodstva in finance prinaša iz prakse, a ne, da se tle gre za en preplet teorije in prakse. Dodali ste tudi moto v okviru tvojega vodenja, torej zmorete, znate, obvladate. Kako, malce sva že omenili, ne, položaj finančnika, računovodja znotraj podjetja. Zdaj, želja je verjetno, da bi bil desna roka lastniku, direktorju, ne, suverena, strokovna, široko razgledana osebnost. Omenili sva pa že, da se velikokrat zgodi, ne, da imamo tudi ta sistem, ko je naročeno zrihtaj številke, da bo vse štimalo, a ne. Skratka, kje ti tukaj vidiš vlogo tovrstnih strokovnjakov v naši družbi danes in kakšno bi si želela v prihodnje?
res opažamo v stroki in v praksi, pač vloga računovodje še dana na stran in je to neko nujno zlo, ker ga velikokrat nekako gledajo povezano tudi s tem, računovodja bo zračunal, moramo davko plačati, pa najboljše je, da plačamo čim manj. In vedno poudarjamo na šoli, če je računovodstvo, če je osnovno poslanstvo računovodstva v podjetju, da vodimo za davčne potrebe, tem boljše, da sploh nehamo računovoditi. Računovodstvo je veliko širše in v bistvu mora namenjeno dajati informacije za odločanje poslovodstva. Davki so pač nekaj, kar sodi zraven, ampak računovodstvo je veliko več. In če se te vloge poslovodstvo zaveda, potem pritegne računovodja k sebi na svojo desno stran, kot rečemo, in jo vzame kot svojo desno roko in se posvetuje, preden sprejme poslovne odločitve. Najhujše je, ko se v podjetju srečujemo, ko so že poslovni dogodki sprejeti, pogodbe podpisane in potem se glava boli, ko te poslovne dogodke evidentiramo v poslovne knjige in učinki niso takšni, kot si je poslovodstvo to želelo, ker pač ne pozna podrobnosti stroke. In bom rekla, vedno več pa srečujemo podjetij, kjer se res direktor posvetuje z računovodjem. To bi želeli narediti, kaj bo to pomenilo za naše računovodske izkušnje. Kakšne imamo možnosti? Si takšen efekt, bomo s tem to dosegli. In s tem, ko rekla našim študentom, diplomantom ta znanja damo, tudi sami pravijo, da veliko bolj samozavestno nastopajo v podjetju in dobivajo to pravo vlogo, ki jo tudi v svetu poznamo. Predvsem v ameriškem okolju je računovodja res desna roka direktorja. In to nas veseli, ko imamo to povratno informacijo, ker mislim, da je verjetno res samo v manjku znanja, če se ne čutimo dovolj samozavestni, mogoče stopimo v trenutku nazaj, ko bi morali zagovarjati svoje stališče in povedati, zakaj mogoče pa nekaj ni v redu, ali pa je v redu, ali pa kakšne so možnosti. In dejansko, ko so ljudje bolj opolnomočeni, so tudi pripravljeni sprejeti večjo odgovornost, ker včasih je morda tudi ta linija lažjega odpora, bom pač naredil, kot mi je vodilni rekel, vse je on odgovoren, če pa ti le imaš neko širino, neko znanje, pa lažje tudi stojiš za tem, za svojo sprejeto. Bi pa mogoče, smem na tem mestu poudariti še eno stvar. Velikokrat sem srečala računovodje, ki so mi rekli, direktor zahteva od mene, da to naredim tako in tako, da to ni v skladu s pravili stroke, pa sem si pridobila, bom rekla, izjavo direktorja, da on prevzema to odgovornost. Vedno poudarjamo, računovodja to ne razveže odgovornosti. On je tista oseba, ki stoji za tem. Lahko ima podpisanih papirjev, ne vem koliko, da je nekdo mu to naročil. Zato je računovodja, da misli za svojo glavo in potem pač se pod tako bilanco ne sme pisati. In to, bom rekla, tudi to probamo našim študentom vcepiti v glavo, da to, kar bodo naredili in pod tisto bilanco, ki se podpišejo, morajo tudi v njo verjeti. No pa še na nek moment smo zdaj mimogrede opozorili, to je moment zaupanja in spoštovanja. Saj tudi, če dobiš izjavo, dejansko to pomeni samo načenjanje medosebnih odnosov. To pomeni, da ni nekega več medsebojnega zaupanja in na dolgi rok tudi povsem iskreno profesionalno sodelovanje med takšnima subjektoma ni možno. Ker tudi, če bo direktor podpisal izjavo, bo s cmokom v grlu in bo imel pač občutek, da nima podpore v računovodji. Računovodja bi pa želel samo se razbremeniti odgovornosti za nekaj, s čimer se strokovno ne more strinjati. Tako da to so resnično poti, ki ne vodijo k rešitvi, rešitev si nakazala. Prisluhniti si moramo znati v življenju. Kako pa si ti prisluhneš kot dekanja, ko prideš domov utrujena in kje si polniš baterije in kako? Ja, res je. Baterije si moramo vsi način napolniti. Jaz polnim svoje baterije predvsem z gibanjem. Glede na to, da veliko sedimo pred računalniki, predvsem zdaj v poletnem času, zelo rada grem na kolo, hodim v hribe in ker sem Maribora, oziroma po osnovi sem sicer Ptujčanka, ampak že 20 let živim v Mariboru. V Mariboru imamo pokorje. Verjetno ste že vsi slišali za njega in vsi, ki smo nekako povezani s športom, ali se povzpnemo na Pohorje s kolesom, ali gremo peš,
se mi zdi najbolj fenomenalno, ko vidiš nekam na hrib in vidiš potem Maribor, Ptujsko in Dravsko polje pod seboj, vsi problemi nekako razblinijo ali pa dobiš ideje za rešitve določenih problemov. Tako da to je nekako vsakodnevno, medtem ko v poletnih mesecih se pa zelo rada potepam, bom rekla, in odkrivam nove kraje. Smo nekako kempisti, bom rekla, zdaj z avtodomom, z prikolico, čisto na začetku tudi z šotorom, tako smo nekako rasli in se mi zdi to fenomenalno, ko srečaš tako zanimive ljudi in z njimi lahko navezuješ stike, ker se mi zdi, vsak ima svojo zgodbo, ki je enotna. Res je. Lepo si zagovorila, da povemo, da ste zdaj raziskovali Grški otok pravkar. Ali si uspela okužiti tudi svoja dva sinova s številkami in za to svojo stroko, ali sta šla povsem v druge vode? Kaj pa ona? Zanimivo vprašanje. Ja, čisto v vode. Imam sina, ta starejši študira, bom rekla, strojništvo oziroma področje vesolja v Münchnu, medtem ko ta mlajši je maturant in se pripravlja pač na, bom rekla, tudi informatike. Tako da čisto druge poti sta ubrala in tudi prav se mi zdi. Največ to, kar jo veseli v življenju. Vsakdo mora najti svojo pot, da si prisluhne. Vrniva se zdaj k šoli. Naziv ob koncu študija dobijo vaši študenti ali diplomat računovodstva in financ na dodiplomskem ali magister forenzičnih preiskav. Omenili sva, da gre za izredni študij. Mogoče malce poveš, v čem je ta način študija pri vas drugačen od rednega študija? Ja. Pri nas izvajamo samo izredni študij, kar pomeni, da imamo mi študente, ki so večinoma že zaposleni in imajo določene delovne izkušnje, seveda v dopoldanskem času na svojem delovnem mestu. Zato pri nas poteka študij v popoldanskem času. Gledamo, da je vedno organiziran med tednom, v soboto in nedeljo ne izvajamo predavanj, in ne vem, 2 do 3-krat na teden. Gledamo tako, da zvrstimo ali pa se najprej odpredava en predmet, je potem čez 14 dni izpit, se začne z drugim predmetom, to se pravi zaporedno, ne poslušajo hkrati, 2 predmeta že poslušajo hkrati, ampak ne pa vseh v semestru in se potem to zvrsti skozi celo leto. Tako se nekako poskušamo približati pač specifiki teh izrednih študentov, ki so že zaposleni. Ker pa je kljub temu nekaterim bilo ob 4:30 še težko priti na predavanje, ker je pač njihov delovnik daljši ali pa predvsem v računovodstvu se velikokrat zgodi, preden smo pred roki oddaje DDV-ja, obračuna plač in tako dalje, je treba stvari končati. Smo tudi zdaj že 2 leti posnamemo vsa predavanja in jih potem v spletni učilnici so na razpolago študentom, tako da če kdaj pač kdo ne more, lahko naknadno pogleda. Ali pa tudi študentje, ki hodijo redno na predavanja, povejo, da tudi še naknadno radi enkrat poslušajo, da utrdijo vsebine. Še eno vprašanje mi se poraja. Včasih, ko predavam, ne vem, o obvladovanju stresa, in pravim, to je nekaj, kar moraš obvladovati in v domačem in v službenem okolju, ne moreš biti doma ves sladek in nasmejan, v službi neka vešča, mislim, histerična ali obratno. No, tukaj se mi pa pojavlja podobno vprašanje, ali si lahko izvrsten, odličen računovodja in finančni strokovnjak in imaš zmedo o domačih financah. Torej, a je tukaj tudi neka povezava, da se od tovrstnega strokovnjaka pričakuje, da tudi obvladuje in upravlja osebne finance optimalno dobro? Kaj je tvoja izkušnja, mnenje? Ja, rekla bi, da ja. To je, bom rekla, tak generalni odgovor, seveda pa je prav, da pojasnim, zakaj tako mislim. Na naši smeri finance, ker to se pravi, imamo 2 študijski smeri dodiplomskega študija, računovodja in finančnik, imamo tudi predmet osebne finance. Mislim, da smo edini v Sloveniji, ki imamo to tudi v obliki predmeta, obveznega predmeta, ker se nam zdi nujno, da moramo res najprej pomesti pred svojim pragom in pogledati, kako obvladujemo lastne finance, ker ta logika
lastnih financ lahko prenesemo tudi v druga okolja. Nič ni drugače, če vodiš proračun ali razpravljaš o proračunu podjetja ali javnih financ. Vse povsod so podobne zadeve. In res nekako v Sloveniji opažamo, da ravno izobraževanja na področju osebnih financ skoraj ni. Ne v osnovni šoli se ne učimo tega, ne v srednji šoli in tudi na fakultetah zelo, zelo malo kje. In tukaj smo zaznali en velik, bom rekla, manko, mi ga poskušamo s tem enim predmetom nekako dodati. Opažamo pa, da je večinoma sedaj, bom rekla, na strani družine, starše, odkot prihajaš in kako so ti bile neke pač vrline privzgojene. In bom rekla, če smem povedati eno kratko anekdoto. Naš predavatelj, ki pokriva osebne finance, to je Vezovišek, verjetno ga tudi poznate, zelo znan finančnik v Sloveniji, nam je pripovedoval, da so si zelo prizadevali priti tudi v osnovne šole in, bom rekla, neke osnovne stvari podati že, bom rekla, tem osnovnošolskim otrokom. Najprej je bilo to zelo težko sploh doseči, da je to bil nek seveda izbirne vsebine, ki so se jih otroci udeleževali po pouku. Ko so končno potem uspeli priti v nekaj šol in so to prvo leto izvajali, so otroci začeli doma postavljati zelo neprijetna vprašanja staršem. Zakaj pa imaš kreditno kartico, zakaj imaš toliko plačilnih kartic, zakaj imaš negativno stanje na TRR-ju, ne, in tako dalje. To ni dobro, ali pa zakaj se zdaj zadolžimo za avto ali za dopust ali za počitnice. In starši so bili nekako, preveč so jim bila ta vprašanja in so potem oni naredili pritisk, da tega več ne bi bilo v naslednjih šolskem letu. No, tako hočem reči, da včasih, ko nam kdo postavi ogledalo, zrcalo, je to neprijetna situacija, ker hitro se mogoče znajdemo, ali pa predvsem v današnji družbi želje so večje od, bom rekla, zmožnosti. Ta finančna industrija, če tako rečem, nam da možnosti, da si tudi te želje uresničimo, ampak seveda so pa določene druge posledice, ki lahko nastanejo. Tak podgani dolžniški krog, ne, ja. Tako, ne. In zagotovo je tu premalo znanja in je potrebno delati tudi na tem, bom rekla, osebnih financah. Že nekaj časa zdaj klepetava in v ospredje prihajata dva pojma, ki ju uporabljaš, računovodstvo, finance. Pa te prosim, da jo malce pojasniš, nam spredavaš na enostaven način, v čem je razlika biti finančnik, biti računovodja? Ja. No, zdi se mi zelo super, da si to vprašanje postavila, ker dejansko, predvsem na področju računovodstva, je kar nekaj zmotnih prepričanj ali pa premalo poznavanja. Računovodstvo se kar velikokrat enači z knjigovodstvom, ki je pa samo en del računovodstva. Računovodstvo je informacijska funkcija v podjetju in poleg tega, da beleži poslovne dogodke, ki so se že zgodili, to se pravi zgodovino, to je knjigovodstvo, je njegova funkcija veliko širša. Računovodstvo mora tudi pripravljati predračune, znati pogledati in predvideti, kaj se bo zgodilo naprej. To se pravi, danes smo 29. julija, moramo že znati oceniti, kako bo pa naša bilanca izgledala konec leta 2021. In seveda potem moramo znati analizirati, zakaj se je tako nekaj dogajalo ali pa puščalo posledice v računovodskih izkazih, in pa nadzirati. Nadzirati poslovne dogodke, predvsem v smislu, da res vsi poslovni dogodki, ki so se v podjetju zgodili, res pustijo posledice v računovodskih izkazih. Ker računovodja je na koncu tisti zadnji, do katerega pridejo podatki. In pa potem, da pripravlja informacije, informira tako notranje kot zunanje uporabnike. To se pravi, računovodstvo je res zelo širok pojem. In včasih danes, ko govorimo o računovodskem servisu, bom jaz rekla, vsak računovodski servis naj zamisli, če res ponuja vse te 4 funkcije, ki sem jih naštela. Pogosto se zgodi, da je to samo knjigovodenje, beleženje poslovnih dogodkov, vse ostalo odpade. So pa že danes tudi res računovodski servisi, ki si to ime zaslužijo kot računovodski servisi in dajo ta suport, o katerem govorim. Na drugi strani pa finance, bi pa lahko rekla, da je to neka znanost o upravljanje z denarjem. Od tega,
kako denar pridobiti, naložiti, investirati, načrtovati in v osnovi nekako lahko delimo v 3 sklope, kot sva že rekla, osebne finance, javne finance in pa podjetniške finance. Seveda pri nas na šoli dajemo poudarek podjetniškim financam, se pa dotaknemo tudi osebnih financ in pa javnih financ. In poleg omenjenih študijskih programov izvajate tudi certificirane programe, verjetno malce globlje greva na to področje, samo mene zanima, a je to zdaj ta certificiran program kaj podobnega kot nacionalna poklicna kvalifikacija, so tukaj kakšne vzporednice ali jih ne moremo potegniti? Naši certificirani programi, to se pravi, imamo 3, to je certificiran poslovodni računovodja, certificiran preiskovalec prevar in pa certificiran, bom rekla, strokovnjak za obračun plač. Prva 2 sta že akreditirana pri NAKVIS-u, tretji je v postopku, mislim, da smo tik pred tem, da tudi to, bom rekla, strani NAKVIS-a dobimo. In če je nekaj akreditirano pri NAKVIS-u, pomeni, da je to formalna poklicna izobrazba. S tem, ko opraviš določeno število izpitov, dobiš tudi kreditne točke, ECTS-e, kot to pravimo v visokem šolstvu, ki ti lahko koristijo tudi ali pa jih lahko uveljavljaš pri vpisu na redni študij za izobrazbo diplomirani ekonomist ali magistrski študij, odvisno od sorodnosti programov, ali tudi na katere druge študijske programe. Tako da v bistvu certificirani programi v bistvu dajejo neko, s tem certifikatom potrdilo, da pač obvladaš znanja na tem področju, ne? In si potem certificiran poslovodni računovodja, certificiran preiskovalec prevar. No, in ta zadnji, ki sem ga omenjala, strokovnjak na področju plač, je pa najnovejši ali pa zadnji študijski program, ki smo, izpopolnjevalni študijski program, kot temu rečemo, razvili, ker smo nekako zaznali na trgu manko tega znanja. Obračun plač je zelo široko področje. Zahteva od pravnega dela, davčnega in računovodskega. In zaznavali smo, če se vrnem spet na računovodske servise, ki sem jih danes že omenjala, da je marsikdo obračunal plačo tako, da je pač v svoj program, ki ga je uporabljal, informacijski program, nesel podatke in kar je padlo ven, je padlo ven. Ni znal, bom rekla, vseh teh specifik preveriti, predvideti, nastaviti v programu. Vemo pa, da predvsem zdaj v zadnjem času, ko nas je prizadela korona, ko smo dobili toliko raznih državnih pomoči, tudi na področju ohranjanja delovnih mest, smo se včasih kar izgubili, ne, in je toliko podrobnosti in nekako, bom rekla, imamo v Sloveniji kar zapleten sistem obračuna plač in to smo želeli nekako to vrzel zapolniti. Mi se zelo povezujemo, bom rekla, tudi z organizacijami, ki združujejo, bom rekla, strokovne kadre na trgu in tako smo skupaj z Združenjem računovodskih servisov zaznali potrebo in so nas potem prosili, če bi bili pripravljeni takšen program skupaj razviti in smo to tudi naredili in prva generacija teh kandidatov je poslušala predavanja zdaj v maju in juniju, z drugim izobraževanjem pa začnemo potem že septembra 15. Tako da ta program je dvomesečni, prejšnja 2, ko si omenila poslovodni računovodja in preiskovalec prevar, sta enoletna programa. Tukaj, ko se pogovarjamo, se mi je porodilo še eno podvprašanje. Kakšna je razlika v sami izvedbi, pa tudi vsebinskih poudarkih med na primer enoletnim certificiranim programom preiskovalec prevar in potem podiplomskim študijem forenzične preiskave prevar? Je tu, na primer, bom rekla, dobro narediti najprej ta certificiran program, pa se potem še kdaj pozneje odločiti za podiplomski študij, gre za pokrivanje vsebin, gre za podlago, osnovo? Ta povezava me zanima. Ja, nekatere vsebine se res prekrivajo, tudi poslušajo skupaj predavanja, določene vsebine pa so potem sicer različne. Tako da v bistvu ta oba programa, ki sta enoletna, se tudi izvajata popoldne kot izredni študij in veliko naših študentov, ki so
ali se vpisali na magisterij, še naredijo potem dodatne te izpite, ki jih morajo, da dobijo ta certifikat, ali pa obratno se lotijo najprej pa naredijo certifikat in potem uveljavljajo predmete, ki so skupne in potem še razliko. Obe poti sta možni, čisto odvisno od potreb, ki jih ima posameznik, časa in želje, kako se bo tega lotil, ne. So pa določene podobnosti pri tem programu, res je. Lahko se pa na ta program certificiran vpiše kdorkoli z neko visokošolsko podlago, ne, ki je pač, ne vem, ekonomijo ali pa tudi družboslovje konec koncev naredil, ga področje financ, računovodstva zanima in se pač vpiše samo in zgolj v vaš certificiran program. Tako, Možno, ne. res je. Zdaj, v času epidemije smo vsi nekako sprogramirani na klik, ne. Tudi na vaši spletni strani sem zasledila, da imate znanje na klik in znotraj tega še posebej izpostavljate malo šolo, SRS, slovenskih računovodskih standardov, torej to ni tista mala šola, ko smo se učili pisati, potem pa v prvi razred. Zakaj in kako je nastal, bom rekla, ta program? To bi bilo prvo vprašanje povezano s to malo šolo. Ja. Mala šola SRS je res nastala kot posledica koronavirusa, ker pred tem smo jo izvajali v živo. Je bil to res tudi enoleten program, enkrat na mesec smo se dobivali in smo se pogovarjali o vsebinah slovenskih računovodskih standardov. Ko pa to naenkrat več ni bilo mogoče, smo pač se odločili in začeli to v obliki videoposnetkov predvajati. In nekako mi zdaj udeleženci govori, da je to še boljša varianta, ker vedno znova lahko videoposnetke pogledajo, medtem ko pač na predavanjih slišiš takrat in je to to. No, ampak mogoče, če na začetek, kako je pa sploh mala šola SRS ali pa ideja nastala. Danes sem že omenila, da sem pač 25 let delala kot pooblaščena revizorka in revizijska družba, v kateri sem delovala, je revidirala pretežno srednje velike gospodarske družbe. In v teh gospodarskih družbah so lastniki velikokrat vpeti v vodenje gospodarske družbe, to se pravi, niso zunaj, tako kot je to pri velikih delniških družbah, ker en delničar pojma nima, kaj se v družbi dogaja, ga zanima samo tisti dobiček, ki mu na koncu pripada. V teh srednjih družbah je pa malo to drugače. In je računovodja, res se mi zdi, se mu da še večja vloga in tudi veliko stvari se mu naloži, poleg tega, kar se pričakuje, da naredi. In zaradi tega lahko rečemo, da je to najbolj zaposlena oseba v podjetju, mora obvladovati ogromno stvari in zaradi tega zmanjkuje časa za poglobljeno prebiranje standardov. In spomnim se, ko sem prihajala v te družbe kot revizorka, smo velikokrat sedeli skupaj in razpravljali o posamezni določbi standarda, kako bi jo lahko v njihovem primeru uporabili, zakaj je to dobro ali ni. Kar željni so bili, da sem prišla in da so lahko z mano predebatirali. In takrat sem že razmišljala, res bi bilo fajn, da na nek drugačen način, da ne bereš suhoparno standardov, da te nekdo opozori na določene vsebine, ki so lahko koristne ali pa jih lahko uporabiš. In zdaj potem je res ta mala šola SRS nastala na ta način, da najprej določeni videoposnetki obrazložijo standarde, potem pa se mi je zdelo, zakaj ne bi vse ta vprašanja, ki sem jih bila deležna, ogromno, ker gospodarske družbe so bile različne, vsaka je imela drugačne težave, drugačne probleme, zakaj ne bi teh primerov dala v videoposnetke in tudi zraven pripomočke, kako rešiti zadevo. Ker standardi niso napisani tako, da bi eksaktno našli rešitev, ampak dajo neke okvirje, možnosti izbire, lahko tako, lahko tako. Kako se zdaj ne odločim, kako bo za mene najboljše. Kako tudi najtehnično izpeljem, tudi standardi ne dajo rešitve. In tu poskušamo potem tudi z raznimi pripomočki za izračun pomagati in dati konkretne rešitve za določene zadeve. Tako nekako se probamo približati temu računovodju, ki vsak dan rešuje neke težave v svojem podjetju. Zdaj pa, če še za laično javnost, tudi takšni bojo med našimi slušatelji, ki niso finančniki ali pa direktorji, pojasniva, zakaj pravzaprav gre pri računovodskem standardu? Lahko za enim primerom pojasniš, o čem pravzaprav govoriva?
Ja, računovodski standardi v bistvu obravnavajo vse postavke, ki jih zajemamo v računovodskih izkazih. To se pravi od osnovnih sredstev, neopredmetenih dolgoročnih sredstev, finančnih naložb, terjatev, obveznosti, kapitala, prihodkov, odhodkov. Vsako postavko zase in slovenski računovodski standardi nam v bistvu dajejo, bom rekla, splošna pravila, kako v bistvu postopamo. Kako je, ko neko sredstvo pridobimo, kako ugotovimo njegovo nabavno vrednost, potem kako ga vrednotimo, ko ga imamo v poslovnih knjigah, kaj moramo narediti na koncu, na začetku poslovnega leta. To so vodila standardov. In tako kot sem že rekla, ne dajo eksaktnih navodil, ampak rečejo, lahko imate 2 možnosti izbire, ali pa 3, odvisno od, lahko naredite tako, tako ali tako, in potem nas napoti, podjetje si pa mora samo opredeliti potem v svojih pravilih, kako se bo obnašalo. Ne? To bom rekla, in tu je potem potrebno tudi veliko pomoči, da si tudi ta pravila zapišemo res tak, da bodo odrazila to, kar mi res želimo. In je, tamle imaš plakat v ozadju, ne, informacije jih imate in prideva spet na tisto, kako je pomembna ta komunikacija, ne. Tudi ni dovolj, da neki podjetnik samo v računovodski servis prinese dokumente, torej ne govorimo, o tem knjigovodskem delu samo za beleženje zgodovine in dogodkov, ampak moramo tudi za naprej v bistvu načrtovati, ne, kako bomo tolmačili, kako se bo to v izkazih in brez pretoka informacij med naročnikom, izvajalcem, gre težko, ne, znotraj podjetja pa tudi. In je to pomembno. Tudi, če pogledava na šolo, Visoko šolo za računovodstvo in finance, skozi številke sem zasledila, da imate 39 predavateljev, verjetno je še kakšen zraven. Kaj pravijo pa, in to so vsi več ali manj iz prakse, a ne, kaj pa še druge številke povedo? Koliko študentov je šlo skozi vaše učilnice v Mariboru in Ljubljani? Ja, če pogledamo VŠR skozi številke, res lahko povem, da imamo 350 vpisanih študentov na dodiplomski študij, približno 90 jih je na podiplomskem študiju. Imamo 28 izbirnih predmetov, s čimer se radi pohvalimo, to se pravi, izbira je res pestra. Predavatelje, ki si jih omenila, to so tisti, ki so res aktivni v posameznem študijskem letu, drugače pa imamo nekje 80 strokovnjakov v naši bazi, tudi strokovnjakov, ki sodelujejo na primer pri izvedeniških mnenjih in drugih strokovnih mnenjih, ki jih tudi delamo. Tako da smo kar zadovoljni s temi številkami glede na čas delovanja šole. Prav tako se trudimo, ne glede na to, da smo zasebni visokošolski zavod, poudarek je na zasebnem, ker ne dobimo financiranja strani države, to se pravi, se financiramo iz šolnin, se trudimo in redno izvajamo tudi raziskave, ker jih pač tudi nekako sodi to v naše poslanstvo. In eno izmed takšnih odmevnejših raziskav bi seveda omenila protipravno premoženjsko korist, ki smo jo opravili v prejšnjih letih. Cilj raziskave je bil ugotoviti razlike med obsegom nezakonitega izvora premoženja, med izračuni, ki jih izvaja FURS in izvedenci. In izsledke te raziskave smo potem predstavili na konferenci Poslovna forenzika. Poslovna forenzika je tudi konferenca, ki letos bo že 5. in tukaj smo mi prisotni od vsega začetka oziroma idejni vodja te konference, Visoka šola za računovodstvo in finance, kar se seveda lepo vpleta v naš kontekst forenzičnih preiskav. Tako da konference organiziramo, kot tudi potem na nivoju šole organiziramo konferenco o notranjem poročanju, že tudi 5. leto, in trudimo se izvajati potem tudi izobraževanje, veliko strokovnih izobraževanj na teme, ki so aktualne. Tako že 3. leto sodelujemo tudi v Mednarodnem tednu ozaveščanja o prevarah, ki se izvaja vsako leto 3. teden v novembru. To je, bom rekla, kar svetovni dogodek, z celega sveta se države vključujejo. V tem tednu potem organiziramo res veliko predavanj, aktivnosti na temo
ozaveščanja o prevarah. Naši študentje se takrat vključujejo tudi na tekmovanja z področja tega in potem, bom rekla, ta znanja prenašajo med ostale svoje kolege na predavanjih. Nekaj razlogov, zakaj se ljudje odločijo za študij pri vas, sva v bistvu že razkrili. Zdaj pa, če greva še pa na to karakterno raven, namreč zdaj je rok drugega vpisa, da morda še koga premamimo. Veselje za delo z številkami je definitivno en pogoj, ne? Kaj pa še karakterne lastnosti in možnost uresničitve neke želje po kariernem razvoju? Ali če vprašam drugače, iz kakšnega testa mora biti študent in ali študij pri vas omogoča skok vzpenjanja na karierni lestvici? Ali spremljate tudi to dimenzijo? Ja, zagotovo ne, študent, ki pride k nam, bi naj imel rad številke, zagotovo. Mora biti radoveden, bom rekla, da raziskuje, tako kot sva že omenili danes, standardi niso zakonodaja, kjer bi se držali točno pravil, ampak jih je treba raziskovati, razmišljati, kako povezati z svojo stroko. Torej, pravi res, morajo biti takšni radovedni, željni, bom rekla, tudi v podjetju potem oblikovati takšno organizacijsko strukturo, ki bo omogočala takšne rezultate, kot si želijo, in da potem res lahko postanejo desna roka direktorja. In absolutno imajo možnost napredovanja, tudi vsi naši študentje nam poročajo o tem, da so napredovali na svoji karierni poti, so mogoče prej bili samo ena oseba v računovodstvu, zdaj so postali vodja računovodsko-finančne funkcije in podobno. To se pravi, res lahko nadgrajujejo. Lahko začnete z dodiplomskim študijem, nadgradite, potem tudi z podiplomskim študijem, pridobite certifikate. Menim, da je nujno, da tudi poleg formalne izobrazbe v obliki diplomiranega ekonomista ali magistra je potrebno pridobivati tudi certifikate, ker s tem pridobiš ta specifična znanja. Ja, nekje učeča družba, moramo biti na vsakem koraku, na vsakem področju, sicer te nekje povozi čas, ne, ali trg izvrže. Kaj je enostavno več in v čem ste drugačni? Še ta razmislek morda v primerjavi s konkurenco, z inštitucijami in posamezniki, ki ponujajo morda podobne vsebine ali visokošolske programe? Ja. Menim, da smo predvsem drugačni v strukturi predavateljev, ki pri nas predavajo. Naši predavatelji so res strokovnjaki iz prakse. Če se navežem spet na doktor Majerja, on je vedno rad razlagal našim študentom. Dopoldne smo z aktovko pri našem naročniku, popoldne smo z vami v predavalnici in vam neposredno prenašamo to znanje. In dejansko to študentje čutijo, zaznajo, tudi sami pravijo, da v času študija porabijo manj denarja za svetovalce, ker odgovore dobijo na predavanjih, ker na predavanjih tudi neposredno rešujemo njihova vprašanja, ki so zelo zanimiva. In potem tudi ostali sošolci dobijo odgovor na neka specifična vprašanja. In mislim, da je to res naša glavna prednost. Tudi mala šola smo, ker bom rekla, res pokrivamo eno nišo, mi izobražujemo poslovodnega računovodja. In ker smo mali, se lahko tudi vsakemu študentu res posvetimo. Pa je slovenski trg še dovolj obetaven za razvoj šole ali se ozirate tudi v širšo evropsko domovino, torej na sosednja tržišča glede študentov? Ja, tudi imamo že tuje študente, tako da absolutno se spogledujemo preko meja Slovenije. Moram pa reči, da je to področje tako, da vedno znova si želimo razvijati tudi nove študijske programe, kjer vidimo, da je še manjko. Tako da mislimo, da še tudi na slovenskem prostoru je nekaj prostora, da rastemo. Za konec morda še tovrsten razmislek, ko podjetje nekje dozori, lastnik ponavadi razmisli tudi o tem, da bi ga prodal, morda začel neko novo pot.
Kako je pa z visoko šolo za računovodstvo in finance? Kje ti kot dekanja vidiš čez 10-20 let? Bo morda v kitajskih rokah ali razmišljate, ne vem, da bi v solastništvo povabili bivše stoječe študente, to, kar se tiče same organizacije in seveda tudi vsebinsko, kje boste čez 10-20 let? Vsekakor si želimo biti vodilni na področju računovodstva in financ. To se pravi, da vsak, ki se ukvarja s tem področjem, ve, da je Visoka šola za računovodstvo in finance tista inštitucija, kjer bo iskal specifična znanja, se hodil izobraževati, se lahko tudi vključeval, ker mi študente oziroma diplomante, ko končajo, ne spustimo iz rok. So naši, jih povezujemo v alumni klube, se združujejo in rešujejo tudi, bom rekla, si pomagajo pri reševanju vsakodnevnih težav. In tukaj je potem možnosti veliko in želimo si, da res postanemo prepoznavni na področju financ in računovodstva v Sloveniji in da smo nekako tista prva inštitucija, ko nekdo reče, na Visoko šolo in računovodstvo pojdi vprašati, kako bi to ali pa tam lahko dobiš ta ustrezna znanja. In pa lastništvo vendarle v slovenskih rokah? Zaenkrat je to vizija, ja, da ostane, seveda je pa 20 let zelo dolga doba in se je potrebno včasih prilagajati, ampak zdaj zaenkrat ostajamo tako, ja, v tej sestavi. Veliko uspeha pri delu, aktivnih gibalnih izklopov želim, Darinka, zagnanih študentov in lepih rezultatov, ki jih že imate in sem prepričana, da jih boste še imeli. Hvala za tale pogovor. Najlepša hvala tudi tebi. Vse dobro. Nasvidenje. Srečno.